Jaz sem bil osredotočen na to, da ne bom skupaj padel, da bom to preživel, ne, in da bom seveda skušal to čim bolj korektno izpeljati. No. Dober večer, voščim. Novica dneva je, drage gledalke, spoštovani gledalci, da lahko od danes naprej gledate nov slovenski televizijski program. Definitivno se je s tistim trenutkom marsikaj spremenilo v slovenski medijski krajini nasploh. Kakšni občutki vas pa preplavljajo zdaj v tem trenutku, ko ste tukaj po tokem času? Novo je, ne, vse mi je novo na nek način. Razen snemalca? Ampak je lepo prideti nazaj, no? No, vsekakor. Amen. O, lega! Drago, studio sicer ni na istem mestu, čist istem mestu, ki je bil takrat, ampak vseeno, a malo teh nostalgičnih metuljčkov pa je bilo, ko ste stopili tam noter. Ja, malce preplavijo spomini, ne? Malo se spomniš, kako je bilo pred 30 leti, kje so že ti časi. Ja, malce je drugače, ampak bom rekel, se mi zdi, da pa duh te oddaje in tega medija, da pa ostaja. No. Vse je dost isto, pa hkrati drugače, ampak kakšni so res spomini na ustvarjanje čisto prve oddaje, 24 ur? Zdaj tako, ta spomin je malo luknjičast, predvsem tudi zato, ker sem imel takrat veliko tremo. Jaz sem itak tremaš, tudi zdaj jo imam. Tako da, ne vem, marsikaj je šlo, krmi mene se sploh nisem zavedal. Vem pa, da smo se seveda na to oddajo kar nekaj časa pripravljali, 2 meseca približno so trajale priprave, da se to vse vzpostavilo in tako naprej. In potem tiste zadnje dni je seveda temperatura zelo naraščala, seveda. Pričakovanja so bila velika, hkrati pa tudi negotovost, ne, ker se veš, kako je to po Murphyju, ne, če je najmanjša možnost, da bo nekaj šlo narobe, potem tudi narobe gre. Ne. Ampak, če se ne motim, ni šlo nič narobe, vse se je izteklo, oddahnili smo si skupaj. A pa ste takrat, bi rekel, bolj tipali teren, a bo ta oddaja uspešna? Ali ste vedeli, ste bili toliko zagnani in ste toliko verjeli v to, da bo ta oddaja nekaj, kar bo dejansko obstala in obstala tudi kot konkurenca nacionalki? Mislim, da smo kar verjeli. No. Seveda smo tisti, ki smo bili, rekel, v sami izvedbi, ne, smo se predvsem ukvarjali s tem, da bo vse teklo. Medtem ko tisti, ki so vse skupaj to načrtovali, mislim, da so oni predvsem verjeli, no, hkrati z njimi pa seveda tudi mi, ker so ta občutek, ta pričakovanja prenašali seveda tudi na nas. Ne. Pa v čem je bila takrat oddaja, pa v končni fazi še danes, drugačna od konkurence? Vnesle je nekaj več sproščenosti, več avtentičnosti tudi. Novinarji so delali raporte, so se na terenu tudi slikali, bili so na kraju dogodka, tam, kjer se je nekaj dogajalo. Bilo je več avtentičnosti tudi v smislu, da so recimo očividci posameznih dogajanj in dogodkov, o katerih smo poročali, govorili pred kamero. Ampak, če se zdaj dotakneva samo čisto prve oddaje, a je kakšna anekdota od takrat? Jaz sem bil osredotočen na to, da ne bom skupaj padel, da bom to preživel, ne, in da bom seveda skušal to čim bolj korektno izpeljati. No, razen tega, da vas je bilo strah, če boste vi vse izpeljali tako, kot so se vsi zamislili, a vas je bilo po eni strani tudi strah te nove vloge v smislu odgovornosti? Seveda zavedaš se, da nastaja nekaj novega, ne, in da če sam ne boš tega naredil tako, kot bi moral, ne, lahko vse skupaj, ne vem, se slabo začne, ne bom rekel, da zaradi tega propade ali pa ne uspe, ne, ampak da imaš seveda veliko odgovornost. Ne. Tako da zdelo se mi je, ne, da vseeno to ni tako. Saj morda je bila tudi trema zaradi tega večja, tudi zaradi tega občutka odgovornosti, ki ga imaš. Ne. Kaj pa po koncu snemanja prve oddaje? Kako je bilo? Mislim, da je bilo nekaj tega trepljanja po rami, vse je bilo v redu, vse je super, vse je v redu, vse je dobro in tako naprej. Nismo pa prav zelo analizirali, kako je teklo. Jaz, mislim, da tudi nisem isti dan, ampak potem čez dan, 2 sem si pogledal posnetek tega, se sam pri sebi križal, sem rekel, kako sem bil tok. Ampak vi ste bili na ladji in ta ladja je šibala pač dalje vsak dan? Ta ladja je šibala dalje, konec je bilo treba narediti naslednji dan spet oddajo. In potem čez 2 dni spet in tako naprej. Skratka, začelo se je to, ko se reče potem,
mašina melje naprej, ne, in ni prav veliko časa. Ja, seveda, če se zgodijo veliki kiksi, je treba videti, zakaj so se in analizirati, zakaj so se, zato da jih odpraviš, ampak Je že nov dan, ali? je že nov dan in je pač treba že pri novih nalogah pač gledati in paziti, da bo šlo vse v redu. Ne. Zdaj imam še eno vprašanje, ki se dosti lahko ponavljate z odgovorom, pa ga bom vsem zastavila. Kako močno je oddaja 24 ur takrat, pa tudi danes, zaznamovala medijski prostor? Definitivno se je s tistim trenutkom marsikaj spremenilo v slovenski medijski krajini nasploh, ne samo na televizijskem področju. Ne. Konec koncev so se potem tega pristopa, ki ga je uvedla oddaja 24 ur oziroma Pop TV, so ta pristop povzeli tudi, ne vem, tudi radijske postaje, ne samo televizija. Ne, vse to je vplivalo potem na, pa tudi konec koncev ostali mediji, tudi tiskani mediji so se začeli prilagajati temu. Ne. Morali so malce pristop do poročanja in način poročanja in tako naprej malce spremeniti. Ne. Še zadnje vprašanje. Kakšni občutki vas pa preplavljajo zdaj v tem trenutku, ko ste tukaj po tokem času? Tako bi rekel, dobro, 30 let je mimo, ne, tako da bi rekel, ja, vse novo je, ne, vse mi je novo na nek način. Razen snemalca? Ampak je lepo priti nazaj, no? No, vsekakor. Ampak dobro, saj ne zaradi tehnologije, pa zaradi, ne vem, lučk in studijev in tako naprej, ne, zaradi ljudi, ne. Amen. O, lega! A veš, da sem imel zadnjič živijo. Kako si? Ja, super, hvala. Ja, dobro izgledaš, bolj izgledaš kot pri 30. Ja, lej. Ampak ti nisi vesel? Se še bom. Malo imam že nastal.